Šolanje za avtokaroserista traja 3 leta. V prvem letniku se dijaki naučijo pač splošnih prijemov, ročne spretnosti razvijajo, v drugem letniku ta znanja izpopolnjujejo in v tretjem jih počasi skrivnosti poklica spoznajo do visokega nivoja oziroma do nivoja, ki mu bo omogoča nemoteno upravljanje. A se ti ne zdi, da je ta model ful kompliciral, kaj te prasko popravlja? Ne, on je dejansko vedel, kaj dela. Ma ne, lej, jaz bi vedel, kaj dela, ma ne... Nehi že s tem. To je človek, ki ima neko šolo in ve, kaj dela in zakaj. Ti bi prišel in bi kar nekaj brklo in vse uničil. No, dobro, pa kaj, ampak popravil bi zihar. Ne, ti ne boš kar sam od sebe kar tako popravil, samo zato, ker se ti zdi, da zmoriš. Lej, če te ta človek ni prepričal, te bom peljala v eno avtohišo, ker, kot veš, bil moj stric avtomehanik, zdaj pa tam dela, in boš tam videl, kako to dejansko strokovnjaki počnejo. Prav. Dobar dan želim. Dobar dan. Zdravo, Luka. Moje ime je Vlada. Mira. Vlada me veseli. Imate pa tlele ogromno delavnico, vidim. Precej velika je, ja. Koliko pa recimo sprejmete avtomobilov? Približno 100 na teden jih sprejmemo. 100? Kar precej. Kako pa pri vas potem poteka delo? A to vse delate v eni delavnici, so vsi za vse ali kaj deljeno? Ne, pri nas poteka v 3 fazah. Tukaj, kjer se zdaj nahajamo, je kleparska delavnica, malo naprej ličarska, še do konca je pa končna montaža. In v kateri delavnici se pojavlja delo karoserista? V tej delavnici se pojavlja delo karoserista. In kaj pa on počne tukaj, recimo, konkretno? V tej delavnici se avto popravi, zamenja kakšen rezervni del, na kar pa pol predamo fazo ličarju. Pa si gremo lahko to tudi pogledati? Definitivno, kar stopite. No, zdaj smo prišli do enega izdelka ličarskega, ne. Ko se še ta zadeva obrusi, gre pol še naprej v peč, takole pa zgleda. Ampak, kakor jaz vem, tudi tukaj na tej fazi delajo avtokaroseristi, je to res? Ja, to drži. To je v bistvu nova smernica, združena avtoklepar pa avtoličar, se imenujejo avtokaroserist. To je pol boje v bistvu. Zdaj po to novem je to združeno, da. A bi jaz tudi bila avtokaroseristka? Mislim, zakaj pa ni tle nobenih punc? Načeloma ja. Zdaj odvisno od vas samih, če ste pripravljeni sprejeti tako delo. Pol je v bistvu ni, da bi bilo nam teže ta poklic opravljati, ne? Teže je, ker je tudi malo povezan z, bom rekel, telesno pripravljenostjo, gibljivostjo. A poznate kakšno, ki je... V bistvu poznam, ja. Od enega avtoličarja žena opravlja tudi to dejavnost. Jo je not potegnil. Kaj pa recimo zdajle, kaj se je zdajle konkretno tlele s tem zgodilo, kaj se tole naredilo? V bistvu bil je kleparsko popravilo, je bilo blatnika, na kar je bilo kitanje, špric kit, ne. Zdaj še ta zadeva pride obrušena, na kar gre pa pol v lakiranco. Gremo lahko zdaj, gremo kar naprej v lakiranco? Definitivno, kar stopimo do lakirance. No, zdajle smo prišli pred komoro, kjer se tiste pripravljene stvari prej, ko smo gledali, zdaj se pa tukaj brizgajo, ne. Ni treba zdaj odpirati, ker se zadevajo v fasi sušenja, da ne bi kakšna smet gor prišla, pa da bi se pol poznali, ne, mora biti izdelki kvalitetni. Tako ja. Se pravi, tukaj v bistvu se pobarva in vse. Tukaj je v bistvu tista ličarska, ta zadnja faza, kjer se zadeva pač pobrizga pa posuši. Jaz imam pa eno idejo. A vi sprejemate tudi kakšne delavce, ki niso vajenci oziroma niso šolani, pa jih recimo ta stvar zelo zanima, oziroma bi se radi naučili? Definitivno, da bi to zadevo lahko speljali. Kdaj bi pa, recimo, jaz bi njega poslala, da se malo nauči, ker ne zna najbolj z avti. Kdaj bi ga pa lahko poslala, da bi začel? Lahko takoj začne. Takoj? Takoj. Takoj? Jutr, na primer, bi lahko prišel. Tudi. Veš kaj, jutr ne imam jogo jutr, pa res ne bi, pa mi... A pol bo šel na jogo z mano? Ja, očitno, ja. No, pa bo šla pa midva kar se na jogo upisati, pa najlepša hvala. Ja, lepo hvala, živijo.
Šolanje je sestavljeno iz teoretičnega dela, ki vsebuje splošne predmete, ki so nujni in neobhodni. Nadalje iz praktičnega dela, ki je izveden v obliki strokovnih modulov. Modul vsak je pa v teoriji in praksi izveden. Skratka, dijaki v učilnici slišijo za neka znanja, jih utrdijo in potem v naslednjem tednu jih v delavnici tudi praktično izvajajo. To je razlika od izobraževanja po starem modelu napram avtokleparju in avtoličarju, da je bil praktični pouk zgodba zase, teorija zgodba zase. Zdaj se te znanja navezujejo v praksi, se povezujejo in utrdijo se s praktičnim usposabljanjem z delom. To praktično usposabljanje z delom se mora obvezno izvajati v avtoremontnih delavnicah, v kleparskih, v ličarskih, kjer dijaki opravijo v prvem letniku 3 tedne, v drugem letniku se ravno tako 3 tedne usposabljajo in v tretjem letniku celo 18 tednov ali pol šolskega leta. Tu si pridobijo izkušnje, kako to šolsko znanje sploh v praksi uporabljati. In tu pridobijo potrebne veščine, znanja in odgovornosti do vozila, katerega lastnik je stranka. A znaš popraviti avto? Recimo, če se ti kaj pokvari, itak da znaš, a ne? Seveda. Karkoli je narobe, znaš popraviti. Odvisno kaj? Bolj neodvisen, kjera stvar. Težko. Če imaš noga, veš, da ga nož sam popravljal, pa ne vem kva. Boš raj na servis peljal, pa je to. Ne. Nič? Ne. Kaj pa recimo? Svečko zamenjati, gumo zamenjati, olje zamenjati. Pa ne vem, mogoče. Kaj pa bi znal recimo? Pa zamenjati žarnico, akumulator, pa to je to. Ne. Ne, nič. Pa je fajn tako, da imaš kakšno vezo, kakšnega znanca, ki je avtomehanik pa tako. Ja, je. Recimo, a? Pa recimo za svoj avto, poznaš kakšnega dobrega avtomehanika, pa si zadovoljen z njim? Ne. Ne. Nisi zadovoljen ali ga ne poznaš? Ne poznam. Da ga poznaš. Aha, pa ste recimo zadovoljni s svojim avtomehanikom? Zelo. Če bi se vam avto pokvaril, a bi znali vi to popraviti? Ne, k dedku bi ga brala. A, k dedku, pa ima avtomehanik? Ja, moj dedek je avtomehanik, mislim avtomehanik. Pač je bil na neki šoli, se mi je razlagal, ampak pol je šel sicer za en čist drug poklic, je bil kapleska stene, ampak se pa odločil, da bo družinsko tradicijo ohranil, ker pradedek je pa bil avtomehanik. Aha, v redu, se pravi je fajn, da imaš kakšne veze tako z avtomehaniki. Ja, to odlično, propeleš se zmeniš in ti popravi. Super, hvala lepa. Poklic ima zelo lepo budućnost, glede na to, da je vozil v Sloveniji preko 900 tisoč, skoraj že milijon, in ta vozila prej ali slej uspejo se dotakniti med sabo. Pride do nežnejših ali bolj grobih poškodb, ki jih avtokaroseristi potem odpravljajo. Poklic bo še vsaj naslednjih 20 ali 30 let aktualen, toliko časa, kot računamo, da bodo vozila v takih oblikah še vozila. Ne vem, o helikopterjih ne bomo zdaj govorili. Druga možnost za te naše avtokaroseriste pa je, da pridobijo potrebna znanja in veščine za polepšanje vozila svojega ali strankinega. To pomeni, da lahko izvedejo styling, lahko izvedejo lepotna popravila karoserije, znižanja, razširitve blatnikov, zamenjavo odbijačev, montažo dodatnih spoilerjev, ki zelo polepšajo vozilo, in na vse zadnje vse to lahko z prelevajočimi, bisernimi in atraktivnimi barvami dokončajo. Skratka, poklic je zelo zanimiv, privlačen, ni zelo zahteven glede šolanja in za izvajanje, potem ko so veščine tu, je skoraj idealen za dijake, ki radi ročno delajo. Tudi finančno je poklic zelo privlačen, namreč storitve na vozilih so izredno visoko ocenjene in zato vabim vse mlade, ki jih to področje zanima, da se vključijo v izobraževanje in postanejo avtokaroseristi.